posebnim namenom, midva sva že na začetku oddaje omenila, boš od zdaj naprej naš sodelavec, ne? Vsak ponedeljek te bomo srečevali v posebni rubriki, ki bo na nek način tvoja rubrika Popotnik. In v tej rubriki boš predstavljal destinacije, razne destinacije po svetu, ki jih poznaš seveda iz prve roke, ne? Tako da bodo tudi gledalci in gledalke se morda po tvojih napotkih tudi kam odpravili. Kolikokrat pa te ljudje dejansko kaj sprašujejo, prosijo za napotke pred potovanjem, mogoče tudi taki, ki jih ne poznaš, da se obračajo na te? Ja, no, to istočasno zveni kot nekakšno navodilo tistim, ki mi pišejo. Namreč meni je težko, ne vem, kakšne romane pisati po internetu, ker če že pišem, potem raje pišem tisto, kar potem objavim. Marsikdo me pa vpraša, daj mi kaj povej o Aziji, ne, kot da mi kaj povej o življenju, ne, to lahko pišeš 5 let, pa ne boš prišel do konca, ne. Tako da imam raje, da me tak človek potem pokliče, pa se po telefonu pogovoriva, ali pa kdaj na kakšnem predavanju ali kakorkoli. Sicer se bomo pa mogoče še celo dogovorili, da bo kakšna stvar potekala tudi v živo, pa bo lahko tudi mogoče po televiziji kdo kaj vprašal. To se bomo še zmenili. Tako da ponavadi, če je kakšna daljša stvar, vsakemu odpišem, da naj mi pač piše, oziroma da naj mi telefonira, pa se bomo tam zmenili. Omenil si predavanja, ne? Iz teh popotovanj po svetu imaš tudi predavanja verjetno in a si pogledate kakšne Tako je, v mojih mladih letih praktično ti ni bilo treba nič narediti, pa si lahko kar v Cankarju imel predavanje iz nič. Danes je pa tega toliko, ne vem koliko jih spremljate, ampak zelo veliko teh predavanj, tako da že nisi nič posebnega, če predavaš o čemarkoli. Tako da poskušam biti malo drugačen od ostalih s tem, da imam video predavanja, ne pa divasi. Čeprav tudi navdušeno fotografiram, ampak tista predavanja so pa v video obliki potem. A to pomeni, da na vsa popotovanja s seboj vlečeš še kamero? Ja, prvo sem nabavil leta 1991 za debelih 17.999 šilingov takratnih. Koliko valut smo že zamenjali vmes, ne? Danes bi za ta denar dobil že pol aviona. No, ampak takrat je bila to non plus ultra kamera, ja. Pravzaprav še danes so tisti posnetki čisto uporabni. Južna Amerika. To je bilo leta 1991, to je bilo glavno leto slovenske vojne. Videl sta bila še predvsem majhna najbrž. Ja, zelo majhna, sva se že rodila. Takale, ne? Ja, recimo, no. Ja, malo večja. No, in takrat me pa malo nacionalna zavest zagrabila tudi, tako da mi je bilo že kar malo žal. Ampak nisem še predtem nikoli bil v Južni Ameriki. Sem bil pa precej jezen na naše napadalce takrat, ko sem pa že bil iz vojske, oziroma že kar krepko, ker sem bil leta 83 v vojski. In me prijelo, da bi šel malo stati na fronto, sam na drugi strani sem se pa bal, da me bojo vtaknili za stražarja kam v Ljubljano, kar pa ni pretirano zanimivo. Če bi bil nad Medvedeku, tisto bi bilo bolj. Polno adrenalina, ne? Veš, kaj pa mene zanima? Glede na to, da si prepotoval cel svet, ne? Če lahko temu tako rečemo, imaš sploh še izziv? A imaš sploh še izziv? V Avstraliji še nisem bil, recimo. Vsak me napesava okrog tega, ampak enostavno mi še ni zaneslo. Te še ni zagrablo? Niti ne zaradi drugega, ampak pač Avstralija je dokaj podobna Evropi, no. Ni tako eksotična, mene pa predvsem kakšna taka malo drugačna ljudstva privlačijo, kot večina ljudi, ne. Kaj pa to pomeni nekaj, kar te je najbolj šokiralo? Če ostanemo pri ljudstvih, recimo. Ljudstvo, ki te je najbolj presenetilo, ali zaradi svojih navad, ali zaradi svojega načina življenja, ki si prišel tja, pa si rekel, ne morem verjeti, da na zemlji res v današnji dobi živi tako in tako ljudstvo. A je bilo kaj takega? Bolj je stvar zrelosti kot počesa drugega. Takrat, ko si še zelen, pa star tam okrog 20, te marsikaj preseneti, potem te pa kaj hujšega ne. No, mene je Indija precej presenetila, ko smo prvič šli tja. To je bilo po Skombijem, takrat je bilo to moderno. In nas je šlo kar nekaj, različno število. V najmanjšem nas je bilo takrat, ko je eden odšel. Takrat nas smo bili 4, potem pa okrog 7 do 10 različnih. Ene smo dobili, druge zgubili in tako dalje. Do Indije, pa po Indiji, ampak smo morali na meji pustiti tisti kombi, pa potem iti sami po Indiji, potem pa nazaj grede spet. Indija je kar... Tam nekje pri Beludžistanu je meja, to je na drugi tretjini Irana, recimo. Do takrat je ljudstvo še, oziroma ljudje so tako bolj podobni nam kot pa kaj drugega, ne. Tam se bo spremeniti, tam je pa tista indijsko, pakistansko, beludžistanska temperament in karakter in vse ostalo. To pomeni kaj za nas, ki tega ne poznamo? Ja, to, čemur ponovadi pravi kulturni šok. Predvsem te vsak obletava, vsak ti nekaj nudi, vsi ti nekaj prodajajo, vsak bi, ne vem, kaj vse rad s tabo, grozno so živi, vsak se vtika vate, kar malo preveč za začetek, ne.
prvih par še ni posebno, mi smo še vsi vzgojeni, da če ti kdo kaj reče, da moraš seveda lepo vljudno odgovoriti, da kar pri 150-em te to že počasi mine, pa še na vsakem koraku je to, ne. Je pa tako, ne, v Indijo zelo radi pravijo, da jo imaš ali zelo rad, ali jo pa sploh sovražaš, ne. In se strinjam, da je res to. Je pa tudi tako, ne, na začetku ti gre marsikaj na živce, potem, ko se pa vrneš drugič in tretjič, pa šele vidiš, da si se ti med tem spremenil in jih zdaj čisto drugače jemlješ in tudi dosti bistveno lažje prenašaš kot pa prvič. Kateri kraj te je pa najbolj prevzel? V Indiji? Mogoče v Indiji ali pa nasplošno? Na tako vprašanje je pravzaprav precej dvomljivo, oziroma karkoli odgovorim, bo veljalo samo relativno, ne, ker pač človek se ima najbolje tam, kjer se mu kaj zgodi. Zgodi se ti pa vedno, če si v povezavi s kakšnimi ljudmi, ne? Kar spet pomeni, da na nekoga je neka stvar naredila strašen vtis, na nekoga drugega pa nič in obratno. Tako da takih krajev bi bila kar dolga vrsta, ne. No, v Indiji bi recimo Benares omenil, ki mi je dokaj tako pisano in živo mesto. Zakaj ravno? Mislim, kaj je to, kaj takega? Prvič so, no, ogromen star center, kjer so zelo ozke ulice, kjer ni nobenih vozil, ljudi na tone, vonjave, tako eksotične, da je kar veselje, ker med drugim za kurivo uporabljajo kravji gnoj, ki ga sušijo na stenah. Temu se reče eksotične vonjave. To so eksotične. Še enem pomeni. Pa preden pride na steno, je tisti gnoj na tleh in če ni dobre svetlobe, dostikrat stopiš v kaj takega in potem čufutaš naokrog, potem pa razne dišave in razpadajoče stvari in skratka eksotika. Se dogaja. Potem pa seveda mrliče se žigajo, to je tudi za nas precej šokantna zadeva, če prvič vidiš v Benaresu. Kaj je to na sredi tam kot dogodek? To je spet dolga zgodba. Tam je reka Ganges, ki je ena od najsvetejših, oziroma kar najsvetejša reka za Indijce. No in zdaj nekateri pridejo umret v Benares. Je prav tam ena stavba, v kateri pač umirajo, čeprav so še zelo pri sebi in še pospravljajo naokrog in tako naprej. Pridejo tja in bojo tam do svoje smrti, ker če umreš v Benaresu, je ena od variant tega hindujskega verovanja, da boš kar direktno v nirvano odplaval, kar je seveda odlično, ker oni imajo, kar je za razliko od nas, življenje za nekaj negativnega. Mi zdaj, ko živimo, trpimo in odrešitev pride šele potem smrtjo, ampak po pojmovanju samsare in karme nas čaka še ne vem koliko 10 ali pa 100 tisoč življenj, kar je muka, če greš pa direktno v nirvano, pa to seveda potem krasno in se splača potem pride tu nirvano. Tudi malo prej, čeprav še smrt ne trka na vrata. Ja, takrat, ko čutijo, da pride čas za to. No, skratka, in ob tej reki so potem gati, G-H-A-T se to napiše, in tam se žigajo te mrliče. Vsakega po svoje, ene zavijajo v zlato, druge v črno, tretje v rdeče, odvisno kakšnega spola si, pa kakšne kaste, pa tako naprej. Otroke in jih potem se žgejo, pa potem pepel stresajo v reko, potem se tja pridejo poročati tudi pri sosednjem pomolu. Otroke kar cele dajo v vodo, pa ponavadi še kakšen mrhovinar zleti na njih, pa jih še je, dokler ne potonejo. Ampak še ti zdaj to meni tako razlagaš, da je to nekaj, a veš, meni se pa kar vse podira. Če si prvič tam, si kar šokiran, tudi jaz sem bil. Zdaj nisem več, seveda. Potem se pa človek navadi, ampak za njih je to pač običajen način življenja in samo tujci in turisti so v bistvu presenečeni. Če bi se mi rodili tam, bi se nam to zdelo nekaj najbolj normalnega. Ja, verjetno res. Ker pač prvič niti, kaj vem, že te religije, ki so tukaj popularne, so več ali manj v zvezi s Kristusom ali pa vsaj z kakšno judovsko, islamsko, kakšnokoli že kulturo. Tam je pa tradicija drugačna pač, ne? In celo pojmovanje življenja. Prej si omenil